Pozdravljeni, hvala za udeležbo na današnji besedni postaji. Kot je bilo že povedano, se pravi dve deli oziroma dve knjigi imamo, oziroma dva zvezka recimo imamo pred sabo. Eno je Adamičeva monografija iz mnogih dežel, drugo pa je zbornik s prispevki. O tem drugem mogoče več poznaje, ali pa tudi tekom odgovorov. Prispevk o njem je tudi že bilo rečeno, zelo izviren prispevek, ki združuje tako risbo oziroma ilustracijo, oziroma sam povedal, kako je s tem. In besedilo, kot nek recimo strip, je pripravila tudi s Samiro v njem. Ampak za začetek mogoče vseeno par besed, preden gosti oziroma sogovorki in sogovorcu postavljam vprašanje nekaj besed o mogoče samem življenju oziroma življenjski poti Adamiča. Glede na to, da je že pri slabih 15 letih na predvečer Prve svetovne vojne tako rekoč iz grosupeljske okolice, grosupeljske periferije, recimo temu vasi Blato, pri Romov oziroma se z ladjo pripeljal v New York, je bil to recimo samo prvi korak v njegovi nadaljni, zelo barviti, zelo intenzivni, delovno intenzivni, delovno naporni, intelektualno naporni, recimo temu, biografiji oziroma v njegovem življenju, ki je bilo potem tudi abruptno prekinjeno, recimo temu z eno mogoče zelo večjih enigem iz njegove biografije, smrtjo na njegovem ranču v New Jerseyju. Ne bi šlo za samomor, jaz v to ne bi upal spuščati. Verjetno ni bil samomor, verjetno je bil vsem prekritičen mislec v času makartizma po drugi svetovni vojni in je bil enostavno odstranjen. Zdaj, Adamič je res pisal o migrantskem delu, o delavcih, delavkah in delavcih oziroma priseljenkah in priseljencih bolj nasplošno v Združene države Amerike. Se pravi, izhodiščna pozicija njegova je bila ta, ki jo je z milijoni ljudi v obljubljeni deželi, tako rekoč, delil pravzaprav tudi sam. Ampak ni bil nek vulgarni empirist, to je jasno. Ni bil, ne vem, akademsko izobražen, bil je samouk, recimo temu, ogromno je bral, potem pa se je s to svojo voljo, s tem delom, in jaz ga v tem res občudujem, s to očitno tudi samodisciplino, prebil tako rekoč v prvo ligo ameriških javnih, družbenih delavcev, sta dopisoval se, ne vem, s pisatelji, kot so Fitzgerald, Upton Sinclair, Sinclair Lewis in tako naprej. Je bil že takoj praktično po prihodu, pri 15 letih v New York, je pri Glasu naroda, po Slovenskem glasilu, začel delovati. Leta 16 že tudi prevajal v slovenščino, če so pisali v slovenščini, v slovenski jezik, pa potem opustil to delo, bil fizični delavc, se pridružil ameriški vojski, bil tam v drugi polovici Prve svetovne vojne, recimo 17. kdaj, tudi v Evropi je prišel v Francijo z vojsko, pa potem po koncu vojne, ko je bil odpuščen iz vojske, je bil spet fizični delavc, je tudi na ladji je delal, gradil ceste in tako naprej, se potem počasi še enkrat tako vstopil v vojsko, nekaj tasga na začetku 20-ih, potem pa vse bolj pod zahodu ZDA migriral, dokler ni leta 24 oziroma 25 postal v San Pedru, v Luki, v delavc oziroma uradnik v pisarni pristaniškega pilota. To je neka zelo aktualna tematika, ko v Luki Koper ta služba stavko oziroma je napovedala stavko, če ste videli, tako da vse tematike danes se lahko malo povezujejo, vse delovske problematike, migrantsko delo nekoč danes
neki režimi delovni, nekoč danes mogoče neke strukturne paralele, kakorkoli lahko vlečemo. Skratka, vsakeč, ko imam priložnost, zelo rad povem, da mogoče kot nek pisarniški delavci mu pa prvič res tisto možnost, pa veliko časa, ker to on sam nekaj mesto zapiše, da je lahko sistematično se ukvarjal s produkcijo lastnih, se pravi, izvirnih besedil. Se pravi, tisti čas dejansko tudi že med delom mu je dopuščal pisanje in potem, kar je rezultiralo najprej v nekih revijalnih, časopisnih, kakako že publicističnih, žurnalističnih objavah. Poznaje, proti letu 30 oziroma 29. leta izide njegovo prvo delo, pa mogoče prvo najbolj znano dolgo monografsko delo, pa 30 oziroma 31. leta Dinamit, zgodovina razrednega nasilja v Ameriki. Študija delavskega zgodovinopisja, kokarkoli gledamo, lahko bi imeli za ne samo v njegovi biografiji, ampak širše za neko prelomno delo, se je uvrstilo, tekst se je uvrstil, je bil kanoniziran na način, da so ga številne generacije po ameriških koledžih brale. Gre pa za nekako do leta 30, recimo 100-letni pregled skoraj, da dobesedno razrednega nasilja, se pravi vzvodi strategije kapitala, ki jih je proti delavstvu v Ameriki uporabljal, nasilne strategije, apropriacija vojske, vzpostavljanje privatnih enot, paravojaških in po drugi strani tudi odgovor dela na to nasilje kapitala, ki ni bilo nič manj nasilno, tudi dobesedno uporaba dinamita, seveda, podstavljanje dinamita v pisarnah in tako naprej, zato tudi naslov takšen, kot en zanimiv proizvod tega družbenega, razrednega pač antagonizma je tudi recimo mafija, se pravi nekaj, kar poznamo, oziroma gangsteri, nekaj, kar poznamo skozi reprezentacije popularne kulture, bolj ali manj danes recimo, ampak ima svoj izvor v razrednem nasilju, najemanje, torej plačancev, ki obračunavajo s svojim političnim, oziroma razrednim, bolj natančno nasprotnikom, in tako naprej, ki se potem zaradi neke tudi finančne moči lahko toliko osamosvoji, da celoten kompleks, ne vem, tako v Chicagu recimo, nastane, in tako naprej. Ampak dobro, da se ne zadržujem preveč, pa da počas podelim besedo naprej, malo sem si dovolil ta uvod narediti. Iz mojih dežel izide leta 1940 in je prva knjiga v Adamičevi tetralogiji, ki sledijo še What's Your Name, najprej Two-Way Passage leta 41, pa potem What's Your Name 42, pa potem leta 45 A Nation of Nations. Ta skupaj tetralogija se tudi imenuje Narod narodov, po zadnji knjigi. Zdaj, smatra se kot najpomembnejša dejansko ta, ki imamo pred seboj, v prevodu Mojce Dobnikar, ki je pred kratkim izšla pri Sofiji, in je po njej pravzaprav na videz mogoče enostaven, ampak dejansko pa zelo kompleksen popis nekih izkušenj doživljanja ameriške družbe v prvih desetletjih 20. stoletja strani priseljencev, bodisi strani njihovih potomcev, se pravi otrok, celo pač vnukin in tako naprej. Gre za v dobršnem delu Adamičeve popise, ki je spoznaval te ljudi na nekih svojih turnajah, ogromno je tudi imel predavateljskih turnaj in tega, bodisi za dejansko enovite sestavke, ki so mu jih ljudje pošiljali, ker so se odzivali na njegove anketne vprašalnike oziroma na njegove strukturirane intervjuje, ki jih je pripravljal v namene svojih raziskav in jih je na brez števila ameriških naslovov pošiljal ljudem. Izhajali so kot priloge revij, ki jih je urejal in pri katerih je sodeloval na koncu,
izhajali so, tudi tukaj je preveden na tistem tako rekoč ta vprašalnik, no, kot proti koncu, kot del integralnega besedila oziroma celotne knjige. Tako da kot neke izročke jih je dejal ljudem, ki jih srečeval v knjigah, so bili, kot sem že rekel, v revijah in tako naprej. Se pravi, po strukturi besedil so malenko zvarirajo, recimo je celotna knjiga nek kolaž, neko kolažiranje. Po eni strani neke biografske, dokumentarne biografske predstavitve Adamiča, drugih ljudi, po drugi strani pa gre za tekstualne samopredstavitve, recimo temu slehernikov in slehernic, ki so bili pripravljeni odgovarjati pač na te njegove intervjuje in mu ustreč pri tem. Tako da to je v glavnem knjiga. Vabim k branju, če še niste brali. Danes je, mislim, da po neki zniženi ceni tudi na voljo. Tukaj je nekaj izvodov, zato se bo več kar dovolj najbrž. Ampak zdaj pa mogoče vsem čas, da zastavim prvo vprašanje, oziroma da gremo v prvem krogu vprašanj, pa bi mogoče začel pri tebi, Samira. Glede na to, da si prispevek že prej omenil prispevek v tematski številki revije Borec naslovila si ga Še žival se upre, podnaslovila pa Adamičeva šola mišljenja. Pa me zanima, zakaj je danes po tvojem mnenju, se pravi zate, Adamič svojo, recimo, zapuščino, svoj intelektualni proizvodi, kakorkoli relevanten mislec v današnjem času, se pravi za, ne vem, analizo mogoče današnje družbe, konkretno nekih vprašanj, s katerimi se srečujemo in so bila tudi že omenjena, kot so migracije, danes in take zadeve. Mislim, da si že sam dal nekaj dobrih teh izhodič, v smislu, da je bil Adamič sam priseljenec in je v življenju upravljal zelo različne poklice, tako fizične kot intelektualne. Premaknil se po celi Ameriki s temi različnimi deli in mislim, da je bil res v pristnem stiku tako z različnimi priseljenci kot z delavci in je dosti dobro poznal iz prve roke priseljensko problematiko. In potem recimo v času, ko je delal za Urad za informacije v tujem jeziku, jim je tam tudi predložil nek program, ki se meni zdi zelo inteligenten in vreden upoštevanja tudi danes, kjer je strnil v 4 točke vse, kar se njemu zdi pomembno za integracijo priseljencev. Recimo kot prvo točko je navedel poznavanje jezika in ustanov strani priseljencev. Meni se zdi mogoče pomemben ta drugi del, poznavanje ustanov, v tem smislu država ne poskrbi samo za to, da prišljiki govorijo jezik pač te svoje nove države, ampak tudi, da bojo razumeli ustroj te države, da bojo vedeli, katere inštitucije služijo čemu in kako jih lahko oni sami uporabljajo ali dopolnjujejo. Se mi zdi, da ta del izobraževanja je zelo pomemben za prišljake. Pa recimo v drugi točki ima enake pravice za priseljence in pomoč strani, on sicer mislim, da uporablja za staro Američano. Skratka, preteklih priseljencev, lahko rečemo, kar se spet navezuje na prvo točko. Skratka, ne samo, da so upravičeni do enakih pravic, ampak tudi, da jim je treba jih predstaviti in jih seznaniti z njimi. Pa recimo tretja taka točka je bila, sem da se spomnim, to je zelo pomembno, no, to se mi zdi, enakopravno sodelovanje priseljencev v vseh nekih javnih inštitucijah, kar pravzaprav pomeni, da Adamič predvideva nek sistem, ki bi bil dosti prepusten, ki bi se dal zelo dobro, predvsem po moje, horizontalno gibati in katerikoli član družbe, se pravi ravno tako tudi priseljenec, lahko zasede katerokoli mesto v družbi. Skratka, to razumem kot to participacijo. In potem kot zadnja točka navede pomembnost izobraževanja in ozaveščanja o tem, koliko so priseljenci že naredili za neko okolje, skratka, v tem primeru za ZDA, kar nekako razumem kot neko obveznega izobraževanja, da so vsi nekako seznanjeni in osveščeni o tem, koliko so že prispevali različni priseljenci. Hkrati so pa te točke dosti dobro povzete nekako tudi v tej misli, ki je bila izhodišče za tale zbornik pred nami, strpnost ni dovolj. Skratka, to, kar on trdi, on ne mara besede strpnost, ki ga pač spominja ravno tako tudi na neko vljudno nestrpnost, ampak bolj govori o različnosti, kar pomeni, če bi nekako
promovirali ali pa dosti dobro bili seznanjeni z različnostjo in jo podpirali, on razume kot to neko kvalitetno možnost za razvito demokratično družbo. Tako da mislim, da vse, kar je on tukaj naštel, je nekako kljub temu, da izhajal iz nekega drugega časa in v nekem okolju, ki je bil mnogo bolj raznolik in kulturno bogat, kot je recimo danes Slovenija, mislim, da v marsičem znotraj tega velja še danes razmisliti. Ok, hvala. Ko si rekla, ko si imela to četrto točko, sem se spomnila na tale citat, ali je bila četrta, kaj lahko naredi priseljenec? Zavedanje tega, kaj to prinese priseljenec. Ja, hvala. To. Pa bi pač z enim kratkim citatom, ki je bil tudi izpostavljen pri napovedi knjižnega programa založbenega oziroma pri izidu te knjige, uvedel vprašanje zate in sicer me bo zanimalo, zate Miha, in sicer bi me zanimalo malo, mogoče podaš tega kratkega zgodovinskega orisa migracij v ZDA, se pravi pogled na tisto dejanskost, recimo, ajde grobo zdaj izpred 100 let, ki jo je neposredno, ki je bila pravzaprav najmlajša zgodovina ali pa tako rekoč sočasna družbena realnost Adamičano, ne glede na to, da so se eni pogoji res hitro spreminjali, če ne druga, v parih letih imaš lahko šele pred sabo ali pa za sabo prvo svetovno vojno, ali pa relativno navidezno prosperiteto, pa totalen kolaps gospodarstva in popolno opustošenje družbe. Ampak, če pa sam še skušam še kar za Adamičan spet odgovoriti, na tisto je pa v izgradnji dežele v zadnjem stoletju v delovnih nesrečah umrlo več priseljencev iz raznih evropskih dežel, kot je bilo ubitih zgodnih ameriških naseljencev med podrejanjem divjine in med vojno za neodvisnost. Za Ameriko je nujno, da to dejstvo, ki je najpomembnejši del ameriškega kulturnega okolja, 10 milijonov naših državljanov uvidi in ceni celotna dežela. Se pravi, na hitro nek prispevek ali pa nek davek, recimo, tudi med drugim priseljenske populacije, pa naj bo to mogoče izhodišče za ta premislek o položaju priseljencev in priseljenskega dela. Hvala, Blaž. Zdaj tako, Adamič je popisoval priseljensko prebivalstvo tam nekako v prvi tretjini 20. stoletja. To je bilo obdobje množičnega vedno priseljevanja v ZDA. In on je tudi življenje večjih mest opisoval kot džungla, se pravi zelo kaotično, zelo neurejeno in hkrati zelo tekmovalno in razslojeno družbo. In je na nek način preučeval vlogo, pozicijo priseljencev, priseljenskih delavcev in tudi drugih znotraj teh struktur. Tako da čisto mogoče zelo nakratko bi šel čez eno tako predzgodovino tega obdobja, ki ga Adamič popisuje, nekako splošno zgodovino priseljevanja v ZDA poznamo. Se pravi, v tej prvi fazi je na nek način šlo za projekt tako imenovanega settler kolonializma. Prej si glih v tem citatu prebral izraz osvajanje divjine. Ravno zadnjič, ko smo imeli pogovor, smo bili opozorjeni na to, da to ni bila seveda divjina, ampak da je šlo za iztrebljanje prvotnega ameriškega indijanskega prebivalstva na področjih, ki so jih oni uporabljali, bodisi za pridelovanje in druge dejavnosti. Skratka, nekako je bil to že v tisti fazi etnično obarvan projekt anglosaksonskega priseljenstva iz Evrope, ki si je v bistvu s širitvijo proti Zahodu pod neko skupno zastavo belskosti ustvarjal novi ameriški nacionalni projekt, ki na nek način je takrat bil še v povojih. In hkrati pa se je odvijal še drug proces, to je bil pa tudi v bistvu, to je bilo tudi množično prisilno
priseljevanje Afričanov sužnjev, ne, se pravi predvsem na jugu ZDA. Tukaj spet govorimo o temu, kar je bila zelo hitro večmilijonska populacija. In tako se je v bistvu, če rečemo, do obdobja, ki ga začne Adamič popisovati, smo imeli sporedno ta dva procesa. Je pa treba reči, da je samo priseljevanje ni imelo nekih omejitev. Dejansko so pač lahko prihajali ljudje iz celega sveta, nasploh niso bili takrat še uveljavljeni neki mejni režimi, kot jih poznamo danes. In ZDA je v tem času, ko se je začelo vzpostavljati kot industrijska sila, kot gospodarska sila, bila zelo privlačna za ljudi, seveda v prvi vrsti iz Evrope, ampak tudi iz drugih koncev sveta, ne. In zdaj, prve te tenzije so glede priseljevanja so začele nastajati tam konc 19. stoletja in prva omejitev gibanja, prva omejitev priseljevanja je bila Chinese Exclusionary Act 1884, se pravi na zahodni obali, v Kaliforniji se je to sprejelo in sicer pač omejevanje priseljencev iz Kitajske. Bilo je na nek način protekcionistični ukrep pač tega ameriškega gospodarstva. Se pravi, tle smo prvič imeli tudi to neko ločevanje priseljencev, ne samo na sužnje, črne in na bele anglosaksonske priseljence, ampak tudi pač na Azijce z drugim statusom. In v 20 letih pa se je ta sistem v bistvu še bolj formaliziral. Tukaj je bilo recimo, predvsem v tem obdobju, čisto na začetku 20. stoletja, govorimo o največjem številu novih prihodov. Seveda to je bilo pogojeno s tem, da z ekonomsko rastjo in z enormno potrebo po delovni sili, ki jo je seveda Evropa in čedalje bolj tudi evropska periferija. Pač v tem valu je tudi seveda Adamič prešel iz ene evropske periferne pokrajine. Ta mesta so zasedali predvsem ti ljudje, bivši kmetje, v veliki večini kmečko prebivalstvo pač iz Evrope in evropske periferije. In novo omejevanje se pojavi v 20-ih, uvedejo se kvote. Zakaj? Ker občuti nek domači kapitalistični razred problem tega, da problem se pojavi na ravni nacionalnega projekta ZDA kot bele anglosaksonske formacije, ne. Se pravi, to začnejo potem z urejanjem migracij in z uvedbo kvot na nek način poskušati tudi sistemsko to neko hierarhijo upeljati. Se pravi, v smislu, da se na nek način sistemsko razjasni, čigava je pač ta država, ne. In recimo, zanimivo je, da se Irci niso smatrali kot belci takrat, ne, so bili v isti kategoriji ne belih kot recimo črnski sužnji. Enako je veljalo za Mediterance, seveda za Jude, za ljudi iz Bližnjega vzhoda. Se pravi, to, koliko je bila katera populacija zaželena, oziroma bolj, ko je bila nezaželena, toliko niže so bile te kvote, ne. Imeli smo tudi te 100-letne kvote za recimo Azijce, ne. Se pravi, zelo majhno število. Tako da na ta način je začela nastajati zelo segmentirana, zelo hierarhična družba v ZDA. In znotraj te velike populacije nove delovne sile so se ustvarjali tudi etnično opredeljene podskupine, vsaka pač z nekimi svojimi različnimi pravicami. Kaj bi še tukaj povedal? Mogoče kot zanimivost na podlagi tega kvotnega sistema, ki je bil uveden, so tudi ZDA recimo upravičevale zavračanje judovskih pribežnikov iz Nemčije
med drugo svetovno vojno, češ da so letne kvote že zapolnjene. Ne. To se kar dokaj ujema pač za velik današnje retorike, ki jo poslušamo. Skratka, lahko bi rekel, da Adamič je popisoval to priseljensko izkušnjo v času na eni strani zelo velike potrebe po novi delovni sili in še vedno množičnega priseljevanja, hkrati pa ravno v obdobju, ko se je začel birokratski aparat ZDA na nek način začel sistematizirati to priseljevanje in uvajati pač notranje kategorije znotraj tega. Ne? Se pravi, danes vidimo v ZDA nek rezultat tega procesa, ki takrat še ni bil mogoče toliko viden, pa vendarle, ne, mislim, da je do neke mere to tudi prav v tem delu zelo zanimivo zajeto, recimo tudi v tej zgodbi japonskega priseljenca oziroma otroka japonskih priseljencev, ki se smatra za Američana in se absolutno identificira kot Američan, ampak hkrati povsod po vrsti opisuje, katere so bile institucionalne prepreke, zaradi katerih on seveda ni mogel biti smatran kot Američan. Ne. In toliko mogoče kot malo predzgodovine in s tem pridemo nekako v to obdobje, ki je v knjigi popisano. Ok, hvala, pa mogoče še pol nadaljuješ. Samira, zate naslednje vprašanje spet bi se zadržal pri tvojem prispevku, pa me zanima, če lahko zdaj tudi nekako navezava na tisto prvo vprašanje, oziroma kjer sva začela, kako lahko, ne vem, skozi ali pa z Adamičem, z njegovo pomočjo misliš neko čisto lokalno, sodobno situacijo. Se pravi, v mislih imam grosuple, že prej sem rekel, da bom to vprašal in da se mi zdi, da je v neki spontani imaginaciji imajo nek svoj slovec grosuple, pa si mi takoj rekla, ja, ampak ne zaradi Adamiča, ja. Žal ne zaradi Adamiča, kaj ne rečem. Ne, v tej neki, ne vem, topografiji med centrom pa periferijo so mogoče smatrane nekje vmes, neka polperiferija na obrobju Ljubljane, vemo pa zgodovinsko, da pa periferija je gojišče, ne smem tako nesramno, mislim, v nekem trenutku res za vse najslabše, ampak to ima nek smisel, ker pač neka skupina ljudi v takem okolju še ima nekaj zabraniti, ampak ko pa pride erozija nekih pridobljenih pravic ali pa materialne trdnosti ali privilegijo ali pa karkoli, se pa tudi najhitreje se, ne vem, nek spontan, ideološki ali politični izraz obrne zelo skrajno, ne vem, v desno ali kakorkoli, no, mislim, mislim, malo tako, ker si res zelo dobro predstavlja grosuple v tem stripu, me zanima, kako bi, ne vem, povzela to za Adamiča nekako. Zdaj mi je zanimivo, da si uporabil besedo periferija za grosuple. Grosuple sebe ne smatra za periferijo. Pravzaprav se mi zdi ravno to zanimivo, ker grosuple se ne navezuje v smislu na Ljubljano ali nekaj. Ne? Grosuple je samo zadostno in nore, recimo, kako blizu je Ljubljana in pa kljub temu ima nek izrazit akcent, ki ga lahko vsako dnevno poslušamo pri Pjanče. Skratka, jaz samo zadostno v tem smislu ne more biti periferija, ker deluje pač notri sebe center. Ne? Recimo, in tudi neko to nelagodje, ki sem ga jaz čutila, je bila moja motivacija, da sem se tokrat, ko je bila priložnost malo bolj sistematično lotila Adamičeve misli, je zato, ker sem odraščala v tem kraju, v istem kraju, iz katerega je tudi Adamič. In nekako, glede na tematike, ki jih je on obravnaval, glede na to, da so moji starši prišli v grosuple iz Bosne in so zato govorili nek drug jezik in tudi mogoče sem potem imel kakšen drug običaj, mi je bilo nekako zanimivo v osnovni šoli, ko sem se srečala z Adamičevimi teksti, ker je bilo tako jasno, so bili vsi prožeti z nekim multikulturalizmom, z nekim sprejemanjem, ker je bilo meni še hkrati precej očitno, da to ni duh kraja, v katerem živi. Ne? Skratka, z grosupljem je tako, da
Poleg večinskega prebivalstva je tam nekaj priseljencev iz južnejših republik takratne Jugoslavije in potem so tam še Romi, ki pa so že nekaj dlje časa tam, ampak nikogar iz teh dveh skupin ni bilo v javnem življenju kraja. Skratka, jasno mi je bilo, da recimo, ko berem Adamiča, ne berem nekega popisa realnega trenutka, ampak bolj neke želje za prihodnost ali pač nek idealen svet. Tako da moje zanimanje za Adamiča izhaja iz nekega tega nelagodja, ki sem ga čutila, da v bistvu na nek način je to avtor, ki simbolizira našo šolo, po katerem šola nosi ime, po drugi strani je to vse, kar je, ne? Ni kraj prežet z njegovo mislijo. Potem zanimivo mi je bilo, ker smo zadnjič predstavljali te dve knjige v Grosuplju in je prišlo kar nekaj mojih prijateljev, znancev iz Grosuplja in so rekli, da so se hoteli udeležiti dogodka, da bi sploh izvedli o Adamiču. In nekako s tem priznali, da jim ni ostalo nič, recimo iz časa osnovne šole in pa tudi, da preprosto nič ne vejo o Adamiču. Ker mislim, da spet kaže na neko ignoranco tega kraja do tega avtorja. Hkrati se mi pa zdi tako, da recimo meni da včasih samo sabo se pa zabavam na dejstvom, da recimo v okolici Grosuplja, skratki, če gremo malo na druge konce Dolenjske, zelo blizu, imaš pravzaprav večino glavnih slovenskih pisateljev iz teh koncev, tam v Velikih Laščah, pa imaš Jurčiča, skratka Trubarja, Stritarja, Levstika, vse živo. In jaz mislim, da je Grosuplje kraj, ki bi bil skrajno ponosen, če bi katerikoli od teh avtorjev, od teh slovenskih nekako konstitutorjev naroda bil iz Grosuplja. Pa ni, ne, pač oni so pasali nekoga, ki je zagovarjal multikulturnost, ki niti ni pisal v slovenščini in nekih lokalnih depresivnih zgodb obravnaval. Skratka, v bistvu avtor, ki je popolnoma neprimeren za kraj kot je Grosuplje in s tem se mi zdi, da neko malo maščevanje avtorjeva, kakorkoli naših drugače mislimo v temu kraju, ki pač nekako na nek način bi moral biti ponosen, omenja se ga v zvezi s tem avtorjem, ampak nekako mislim, da je precej v dinajlu, kar se tega tiče. Tako da toliko. Mogoče še samo pod vprašanje, mislim, da si delno, vsaj delno že, če ne dokončno odgovorila, kako pa vidiš na splošno mogoče recepcijo v Sloveniji Adamiča tovrstno, mislim, v tej smeri? Ja, vse to mi je zanimivo, ker takoj, ko sem razmišljala v Grosuplju, sem pomislila, pa se to velja kar na splošno, ne? Jaz se bojim, da on nek človek, ki vprašanje, kater čas bi njemu zares lahko bil naklonjen, ne? Ker te njegove ideje pravzaprav tako danes kot takrat ves čas nekako veljajo za najnaprednejše in zato v tistem trenutku, v katerem koli že to je, nekako nepopularne. Tako da jaz mislim, da Slovenija ne pozna Adamiča, niti ne vem, koliko zanima ljudi tukaj. Prav sem se zabavala v misli, recimo, zadnjič, ko sem gledala nazadnje, ko smo imeli parlamentarne volitve, pa so potem spraševali razne te kandidate in tako, kdo je za vas najpomembnejši Slovenc. Pa sem čakala, da bo to Adamiča omenil, pa nikoli. Ne? Pa recimo en od ljudi, ki je največ dosegel, kar se tiče tega. Tako da, kaj se vem, jaz mislim, da preprosto nekdo, ki zagovarja multikulturnost v nekem malem samozadostnem okolju, preprosto ne uspeva. No, sploh recimo se mi zdi, Slovenija živi s to idejo, da se je konstituirala skozi besedo, da je slovenstvo ohranila beseda in nekdo, ki ni pisal v njeni besedi, očitno tukaj nima kaj delati. No, tako se mi zdi. Ok, hvala. Mogoče malo konkretno, Miha, pa ti, oziroma konkretno, nadaljuješ, kje si pravzaprav na nek način zaključil. Tukaj spet lahko malo širšo problematiko odpreva, sploh v zgodnejših delih je Adamič striktno recimo popisoval res delo migrantsko. Tukaj iz mnogih dežel vidimo, da je pa, ne vem, v svojem razvoju praviloma v nekem trenutku vedno, če abstrahiramo od nekih konkretnih posamičnih zgodb, mogoče priseljenstvo zasedalo to pozicijo v družbeni strukturi, takratne ameriške družbe, recimo. Pa mogoče kako vidiš pri Adamiču, kako popisuje to delo, pa lahko, ne vem, kakšne vzorce podobne z današnjo situacijo
najdemo, ko je, ne vem, v lokalnem okolju tudi poznamo, ne vem, tuje delo, z nekimi specifikami družbenimi, ki se ga tičejo, pa nekaj temo, skratka. Ja, seveda, mislim, kadarkoli govorimo o delu, moramo govoriti tudi o migracijah, moramo govoriti o priseljevanju, to je zelo integralen del vseh teh procesov. Zakaj? Osnova se vidi pač že 100 let nazaj, dejansko pač ta proces, kako poteka pač kapitalistična produkcija in akumulacija. Se pravi, vedno imaš periferijo in imaš center. In vedno imaš periferijo, kjer so ljudje, ki zaradi razlaščanja, razmejevanja, jemanja pač naravnih resursov in teh drugih procesov, ki se odvijajo, si ne morejo več zagotoviti bivanja na tradicionalen način, kot so pač to počeli prej. In jih sili v selitev, v neke centre kapitala, pač kjer je industrija, kjer je pač večja ekonomska moč in kjer lahko potem se ponujajo kot mezni delavci. Se pravi, to je ta osnovni proces, ki poganja migracije bolj ali manj že skozi. Se pravi, pač razmere, zaradi katerih postaje za ljudi nemogoče ostajati fizično na nekem mestu in iskanje prostora, kjer to je možno. In v kapitalizmu je to možno samo v centrih kapitala, kjer se odvija produkcija in kjer lahko prodajaš svoje delo kot mezni delavec. In tukaj govorimo o eni fazi, kjer so ZDA bili pač izraziti center kapitala. Malenkost težje je tukaj vleč paralele za Slovenijo, ki je v tem smislu pač neka tranzitna država, neka evropska polperiferija, evropsko grosuplje, lahko temu rečemo, država, ki na nek način servisira evropski kapitalizem, nek most med Balkanom in vzhodno Evropo, ker slovenske agencije na nek način ljudi, ki se zaradi slabih razmer iz teh držav izseljujejo, posreduje večjim firmam v Nemčiji, Avstriji, Nizozemskem in drugih severnih državah. To je kar en tak. To je funkcija, recimo, ki jo Slovenija ima. Zdaj so tudi te slovenske agencije za posredovanje dela dejansko že kar orenk na radarju nemške vlade, ker dejansko je količina delavcev, ki preko slovenskih agencij pride na nemški trg in tam seveda delajo za slovenske plače, že predstavlja resno anomalijo na njihovem trgu dela. Skratka, to je recimo, če vzamemo Slovenijo, ima to tranzitno vlogo, seveda pa tudi na lokalni ravni trenutno je, vedno vidimo med konjunkturo, da tudi Slovenija potrebuje večje število tujih delavcev, ki jih uporablja na zelo ta nemški gastarbajterski agencijski način. Se pravi, pač predvideva se, da ko je gospodarstvo v vzponu, ko se potrebuje več ljudi, se poseže v ta bazen rezervne delovne sile na Balkanu in v vzhodni Evropi, se sklene pogodbe s temi državami in se pripelje delavce, ki ostanejo pač brez kakih pravic vezanih na bivanje v državo, brez političnih, socialnih in kulturnih pravic, ampak zgolj kot delavci, ki so vezani na to podjetje ali to agencijo, z njihovim dovoljenjem ostanejo v državi toliko dolgo, ker jih gospodarstvo potrebuje in potem se njihovo bivanje prekine in se jih odpelje, se vrnejo nazaj, kamor so prišli, ali pa če imajo možnost seveda naprej v kakšno bogatejšo državo. To je model, ki se ga Slovenija zelo poslužuje.
to je bilo okoli 120,000 recimo takšnih delavcev v času konjunkture, tam do 2008. Potem se je s krizo, ta cifra se je s krizo strmo spustila in se zdaj počasi pa spet dviga nazaj na tisto raven. Mislim, da smo zdaj okoli na tem, da imamo približno 10% takšne tuje delovne sile v Sloveniji. Ne. Kar je zanimivo, ne, je, da se na nek način, pa ne bom rekel sem v Sloveniji, ampak nasploh v Evropi uveljavlja to pričakovanje, da ti ljudje bodo šli nazaj. Ne. Se pravi, tem, ko beremo Adamiča in to izkušnjo pač ljudi, ki so prišli delati v ZDA, je vsaj neka predpostavka, tudi če so drugorazredni, so še vedno Američani na nek način. Verjetno bojo tukaj ostali, si ustvarjali družine, na nek način obstaja vsaj ta ideja, kakorkoli je že realizirana, da gre za ljudi, ki so na nek način so ustvarjalci tega projekta nacionalnega. Medtem ko v Evropi je pa dejansko pač ta skoraj že saudijski Gulf model. Ne, vi niste prave etnije in ne morete sodelovati pri nacionalnem projektu ustvarjanja Nemčije, Slovenije, Francije in tako naprej. Dobesedno gre za ljudi, ki ste gastarbajteri, se pravi gostje v naši državi in ko vas več ne potrebujemo, boste šli nazaj. To je nekaj, kar ni samo zapisano v mentaliteti ljudi ali pa v našem izražanju, v našem dojemanju pač priseljencev, ampak je tudi v zakonodaji, je tudi v ustavi v končni fazi. Se pravi, pač tvorba naših nacionalnih projektov je precej bolj temelji na konceptu krvi in seveda tradicije in neke domače kulture, pač karkoli že to je, ne. Kot nekaj, kar je treba obvarovati. Ne. Se pravi, ta koncept je. In ko se to sreča za potrebo po delovni sili, ki bo seveda cenejša od domače delovne sile, potem je treba pač zakonodajne odvode za to narediti. Se pravi, kako pripeljati nekaj 100,000 ljudi ali pa na evropski ravni nekaj milijonov ljudi in jih hkrati imeti na nek način na obrobju družbe, da ne bodo čisto zares posegali v tiste pravice, ki pripadajo po krvi Evropejcem. Ne. To logiko vidimo čedalje bolj utemeljeno pač tudi z dejansko nastankom Evropske unije in predvsem za uvedbo šengenskega režima. Se pravi, imamo mali evropski nacionalizem, ki je danes karikiran v, ne vem, Orbanu, Janši, Salviniju, Le Penovi in tako naprej. Ne? In seveda imamo veliko evropski nacionalizem, ki ga karikira, ne vem, Macron, Merklova in drugi, se pravi, ki na nek način ne govorijo, vi ste Slovenci, zaradi tega, ker ste drugačni od tistih iz juga, ne? Ampak govorijo, vi ste Evropejci, zato ker ste drugačni od tistih iz juga. Se pravi, pač te nacionalne meje samo malenkost razširijo v ta bazen, ne? Ampak njihova obljuba na nek način evropskemu delavcu je to, da ti boš, ne moramo ti ponuditi ne vem kaj, boš pa malenkost več vreden od delavca iz Makedonije, ali pa iz Sirije ali pa Alžirije. Ne? To je ta način, kako se recimo pač evropske delavce povabilo zraven k temu projektu. Ne vem, koliko sem odgovoril na to vprašanje, pa koliko sem skrenil. Ne, v super smer si zapeljal. Hvala, sem želel nadaljevati s Milo Ramprani zadevi, ki si jo načel. In sicer ta navidezni, recimo tako, univerzalizem, ki ga sigurno goji kot neko predstavo o sami sebi vladajo še danes, pa tudi, ko je pisal Adamiča, pa delal, živel Amerika, recimo ameriška, ne vem, vladajoči razredi,
v Ameriki, o sami sebi, o lastni državi, namreč, da neka obljuba vsakomur o nekem svobodnem demokratičnem življenju. Ne. Zelo popularna je, ne vem, bila, ali pa je še mogoče fraza talilni lonec, ki je pa Adamič sam pravzaprav ni maral, ker se mu zdela zelo zlagana, tako kot recimo, ko si prej rekla, če govorimo o strpnosti, je to že zelo nevaren teren, ker je v bistvu samo malo bolj prikrita ali pa malo bolj ljudna nestrpnost ali pa ravno tako, ne vem. Če moramo nekoga tolerirati, to že pomeni, da nek spontan odziv naš najrajši ne bil sicer taka. Ampak pa me zanima, kako recimo ti vidiš to Adamičevo kritičnost do tako imenovanega talilnega lonca do ameriške družbe kot talilnega lonca. Adamič sam ni maral tega termina, zdelo se mu je, da govori o nekem prisilnem prilagajanju znotraj neke skupine, mislim, da to zdelo potrebno. Je pa recimo dosti pisal na temo teh manj vrednih občutkov pri priseljencih in sicer je tudi jasno, kot človek, ki je bil sam priseljenec in ves čas v stiku z njimi, mu je bilo popolnoma jasno, kako to izvira od vsega že prej naštetega. Skratka, da so starejši priseljenci, torej anglosaksonci, nekako onemogočili pot do uspeha tem novim priseljencem. Ravno drugače, jasno, že takrat je obstajal ta mit, da America land of many opportunities in podobno. In skratka, ti kot priseljenec, če ti ni uspelo, si imel potem občutek, da si sam odgovoren, ne? Ker pač ta država omogoča neke priložnosti, tako da mislim, da to je to, kar nam kapitalizem tudi ves čas počne, ne? Če nismo uspeli, smo za to sami odgovorni. Hkrati pa se mi zdi, kar se tiče teh manj vrednostnih kompleksov, se je odločil Adamič, to, kar si na začetku recimo omenil, ni on se odločil, da bo on sam povedal, kako s tem je, ampak je naokrog razpošiljal te razne vprašalnike, ker je priseljence in prve, druge, kakorkoli generacije naprej, spraševal o tem, če se jim zdi, da je to realno, če oni tudi pri sebi ali pri naslednji generaciji, kakorkoli prejšnji, opažajo te občutke, kaj mislijo, da je razlog za to in kaj predlagajo kot rešitev. Tako da se mi zdi, da je imel to zelo dobro raziskano. Spet tukaj, kot rečeno, se spet lahko vrnemo nazaj tej njegovi frazi strpnost ni dovolj. On je zagovarjal nek ta kulturni pluralizem in mislim, da tako nekako v tem duhu. No. Tako da jaz mislim, da njemu je bilo popolnoma jasno, skratka, kulturni pluralizem plus neka večja socialna mobilnost in socialna varnost za vse bi nekako odstranili te občutke. Ne. Sicer mislim, da mi smo itak ves čas na tej poti. Jaz mislim, da idealno stanje ne bo nikoli, da neka mera nelagodja je verjetno tudi potrebna za to, da se lahko razvijamo nekam naprej, pa da sploh razmišljamo. Ne. Ampak vsekakor se mi zdi, da je dosti jasno nakazal, kaj bi bila pot. Ok, pa še zadnje mogoče podobno izhodišče. To ne vem, tukaj formuliral kot neka ameriška izkušnja, recimo, priseljenska, neko občutje, to tesnobno občutje, oziroma nelagodjeno si omenila. Se mi zdi, da je res, pravzaprav se vleče kot ena rdeča nit, recimo, skozi te izpovedi, ki jih lahko beremo dejansko v knjigi. Ob neki navidezni, homogenizaciji, ki naj bi deklarativno vendarle dopuščala neko demokratično razliko. Ampak vendarle ne bi pa vse težilo, kot si že prej parkrat rekel, k ameriškemu narodu, recimo, k neki naciji, kakorkoli že, ne bi se konsolidiralo, homogeniziralo ta gmota prebivalcev, karkoli. Pa me zanima, če lahko govorimo o motivaciji, recimo, za takšno ideologijo, za razširjanje takšne ideologije v neki družbi.
Ampak ko govorimo o homogenizaciji, ne, kaj je ideja za tem? To je v bistvu homogenost v čem? Dejansko gre za belocentričnost. Ne? Se pravi, ko se reče, da ljudje morajo postati Američani, da morajo nekako se zliti v to družbo in tako naprej, kaj je ta družba v osnovi, za katero se predvideva, da bi se moralo v njo zliti. Ne? Dejansko gre za tisti segment družbe, ki je anglosaksonskega izvora. To je predpostavka za tem. Ne? In v tem smislu je pač ta koncept talilnega lonca, pri nas ne govorimo recimo o talilnem loncu sploh, to ni ideal, pri nas se govori o integraciji, ne, se pravi je že a priori predvideno, da ti lahko vstopiš v neko državo izključno za sprejemanjem vseh njenih kulturnih norm. Skratka, kako bi rekel, vedno obstaja neka dominantna skupina in dominantna ideologija, za katero se predvideva, da jo bojo prišleki na nek način sprejeli. Ne? In je zanimivo, da je na kakšen način je Adamič to zaznal in je zanimivo, kako je ustrajal pri tem, da v bistvu skupine priseljencev, ki prihajajo v ZDA, na nek način ohranjajo neko svojo zavest. In sicer ne sploh iz nekega lokalpatriotizma posebnega, pa iz nekega kako bi rekel, lastnega nacionalističnega občutka, čeprav to je sigurno tudi bilo prisotno, ampak se mu je zdelo, da je ravno to tisto, kar ta mnogoterost, ne, tisto, kar daje vrednost ameriškemu načinu življenja. Ne. Se pravi, v bistvu iz enega zelo drugačnega izhodišča je pristopal k temu. Ne. Da v bistvu šele na ta način, ko se ljudje z vstopom v ZDA prepoznajo kot pač neka skupina, ki ima ene lastne korenine, eno lastno kulturo, da je Amerika z njimi obogatena na nek način. In šele takrat lahko to postane skupni projekt. Ne, se pravi, to je v bistvu dokaj radikalno stališče danes, čisto zares. Ne, pač zelo težko je odpirati tako temo v današnji politični atmosferi. Ne. Dejansko pa, ko bereš v bistvu te odgovore, recimo, ki jih je on prejemal na te ankete in intervjuje, ki jih je opravil, pa na nek način zveni kot time common sense. Ne. In verjetno so tudi obstajale družbene okoliščine takrat v ZDA, da je bilo možno, da je to obveljal kot common sense. Ne? Dejansko ni šlo za nacionalni projekt, ki bi bil popolnoma homogen in za katerega bi bilo jasno, da mora to potekati na ta in ta način. Ne? Je bilo dovolj vrzeli še v tej ideologiji, je bilo dosti odprtega prostora, da so lahko različni ljudje prihajali in prispevali k temu in so bili tudi taki projekti, kot je bil Adamičev, v bistvu možni na zelo visoki tudi državniški ravni. Ne. Danes v bistvu vidimo precej velik obrat. Ne. Dejansko priseljenci prihajajo tako v ZDA kot v Evropo v že zelo vzpostavljene nacionalne projekte za svojim varnostno-birokratskim aparatom in so obravnavani kot bodisi varnostna ali kot kulturna grožnja. Ne. In je vzpostavljen cel mehanizem, v bistvu pač skozi katerega mora tujec iti, da lahko na nek način vstopi v ta do osnovnih pravic, recimo, ki jih pač te države nudijo. Ne. Se pravi, verjetno bi v teh okoliščinah Adamič teže prihajal do takšnih sklepov, kot je takrat, recimo. Ne. Veliko več dejansko institucionalnih pregrad je med skupinami,
kot jih je bilo morda takrat. Čeprav, kot sem na začetku govoril, takrat so se že zelo intenzivno vzpostavljale, oziroma pri nekaterih skupinah, kot so bili črnski sužnji do takrat in pa tudi pač azijski priseljenci, so bila že zelo intenzivne te ovire. Jaz bi mogoče sem še dodala, ker se mi zdi, da dostikrat zdaj opažam, da se uporablja ta beseda integracija dejansko slabšalno v tem smislu, da nekdo pride in pa se mora prilagoditi. Se mi zdi, da ta beseda nujno ne nosi tega v sebi. Meni se zdi, če rečeš asimilacija, potem je to jasno to. Posameznik se bo prilagodil in postavil tak, kot so ostali. Medtem, ko integracija po moje lahko pomeni to, da ti si kot si in ko prideš nekam, ti bodo samo še pokazali, kako se tak kot si lahko tudi tukaj znajdeš. Ali kakorkoli in lahko dolgoročno tudi spreminjaš svojo okolico. Skratka, jaz integracija vsem v osnovi se mi zdi, da je, ko se me tiče, neutralen ali pa zame mogoče zelo rahlo pozitiven pojem. Skratka, da boš sprejet, ne pa nujno, da se boš moral spremeniti. Ne vem, to se mi zdi, da asimilacijo smo že skoraj pozabili, da nam že integracija to pomeni. No, tako. Ja, mislim, mogoče čisto na kratko, v bistvu opažam, da je to beseda, s katero tako radi operirajo tudi v bistvu predstavniki naših varnostnih organov, da če jim je ta beseda tem ljudem tako všeč, verjetno začenja dobivati pač drugačno konotacijo. Se pravi, integracija, kot se uporablja v nekem slovenskem mainstreamu, v mainstream diskurzu pomeni en set pogojev, ki na nek način postavljamo. Ja, tako. V bistvu je bolj vleče na to stran. Ne? Recimo pač pod idejo, da je treba tujce integrirati, recimo kaj to pomeni. Zdaj ravno imamo nov ukrep, kjer bo znanje slovenskega jezika nujen pogoj za dostop do socialne pomoči, recimo. Ne? Zato, ker nas skrbi, ne vem dejansko, kaj nas skrbi, ne? Ampak vidi se, kako se v bistvu te neke pač kulturne tesnobe v institucije noter zažirajo. Se pravi, pač integracija se uporablja kot na nek način opravičilo za tudi nekatere represivne ukrepe. Ne? Seveda, mislim, da je popularna tudi zato, ker lahko vedno rečeš za neke skupine priseljencev, da to so pa tisti, ki se pa ne znajo integrirati, ne? Ali pa se niso integrirali in tako naprej. Ne? Se pravi, je to zadosten razlog, da jim odrečemo nekatere pravice, ki bi jim sicer jih dali. Ne? Zdaj, kje je tista meja, ko si dovolj integriran, ne? In da ti neke pravice pripadajo in kjer nisi dovolj integriran, to je pa čisto arbitrarno, je odvisno od politične klime, ne? In na tem polju se na nek način gibljamo. Drugače mi je pa to zanimivo, kaj se dogaja pa recimo z generacijami, ne? Ker jaz bi recimo lahko rekla, da za priseljence mogoče več kot integracija v nekem smislu ni možna, ker jih mogoče na glas ali karkoli drugega vedno izdaja. Medtem, ka njihovi otroci pa, ja, je že popolna asimilacija, tudi je lahko to želja strani otroka, ki pač gre tako v osnovno šolo, pač dobi iste vrednote in tako naprej. In se mi zdi, da se tukaj nekaj spontanega dogaja, mogoče na videz celo onkraj ideologije, tem, da če ni, ampak tako se mi zdi, da tudi ene stvari so po moje skoraj neizbežne, no, kar se tega tiče. Prehajanja iz generacije v generacijo potem teh prišlekov. V veliki meri tudi že različno med različnimi skupinami, ampak dejansko tudi pač mislim, da najbolj prisotna je tam, kjer je najmanj medijske pozornosti in to je pač med delovskim razredom. Ne? Ko dejansko v bistvu vidiš pač neko novo generacijo priseljenskih delavcev, ki pridejo, teh, ki pač v državi ostanejo dlje časa. Dejansko so to tiste neke zgodbe o integracijskih uspehih, kot se rado izrazi v nekem nevladniškem izrazoslovju. Dejansko gre za v praksi delavski razred najbolj multikulturen, najbolj heterogen in največ v bistvu vsakodnevnega preživljanja časa
in skupnih zanimanj in skupnega preživljanja, mislim, in doživljanja realnosti se dogaja ravno pač na tej bazi. Seveda pa ni to nekaj, kar bi bilo zelo izpostavljeno ali pa zelo vidno ali pa zelo atraktivno, recimo za medije, ampak tako hiter rata na delovnem mestu, tako da ni nujno zelo važno, od kje je kdo, ali pa se pozabi, da je nekdo pred enim letom še od nekje prišel, ko je eno leto v bistvu upravlja neke zadeve skupaj z drugo skupino, se zgodi v tem procesu to, da imajo zelo podobne pogovore in tudi pač podobne probleme. Ni boljšega kot verjetno fizični kontakt, kar se tega tiče, tako da za vse nas ne. Ok, hvala obema. Zdaj, dobro uro se že pogovarjamo, mogoče bi šli sam še malo na borca, no? Ker je že tudi tukaj zraven, pa vse ne vem, če smo povedali, ali je bilo že rečeno, tudi naslovna ilustracija je tvoje delo, se pravi tale Adamič oporožen z dinamitom, ki piše, kakor. Pa ne vem, si že opovezali s svojim delom, pa tako svojim mišljenjem, pa Adamičem dosti povedali, ampak ne tako, me zanima, kako recimo pretvoriš v ilustracijo, v risbo, neko misel, no, vse je to, nek drug register, drug medij, kakorkoli že. Zelo je zanimivo, jaz bi največ kar tako malo polistov, da boste videli. Ne vem, če imaš tako malo zapovedati, kaj je v svojem delu. Mislim, v tem konkretnem, da vsaj predstavimo malo zbornik, no. Lahko tudi v kakšnih drugih, ki si ga že tas prebrala, da ima zbornik predstavljen. Ja, mislim, kar se mojega prispevka tiče, jaz predvsem operiram z likovnim jezikom. Se mi zdi mogoče niti tako bistvenih razlik, ne, uporabljaš likovni ali besedni jezik. Bolj se mi zdi pomembno, da če uporabljam tako likovni kot besedni jezik, da mogoče vsak od teh jezikov govori neko drugo zgodbo. Skratka, ne samo, da se nekako, da slika ilustrira tekst, ampak tudi, da govori sama zase. Ko meni se zdi, da slika najbolj uspešna je ravno tako na rabi nobene besede razlage. To je, kar se tiče mojega prispevka. Drugače pa recimo, ja, jaz vsekakor sem prebrala vse prispevke, všeč mi je, kako je Adamič obravnavan z strani različnih strok, recimo tudi v smislu, kako je on publicistično deloval, kakšen je bil njegov odnos do indijancev, temnopoltih, vse sorte noter obravnavano. Mogoče zame osebno najbolj zanimiv prispevek je od pisatelja Boruta Goloba, ki zelo kvalitetno in na hiter opiše to, kar smo potem danes tudi že ponovili, kaj nekako botruje temu, da Adamič pri Slovencih ni popularen. Kot rečeno, 3 stvari, to je kozmopolitizem, pisanje v tujem jeziku in nekako ignoriranje teh malih depresivnih zgodb. Skratka, človek imel zelo veliko tudi humorja in neke vedrine vse, kar ni tako tipično za slovensko književnost. Mislim, jaz sem bila zelo presenečena, mislim, popolnoma, jaz, ki se na zgodovino ravno ne spoznam tako zelo, ne, ko Božo Repe piše o tem, kaj se je dogajalo po prvem obisku Adamiča v kraljevini Jugoslaviji in sicer mu takrat bodoči župan Ivan Hribar očita, da je, ko je popisoval ta svoj obisk, očrnil svojo prvo domovino in s tem je naredil veliko škodo. Da tudi temu, da mogoče tle so neke, skratka v kraljevini, neke totalitarne tendence in tako naprej, je to vendarle v javnosti treba zignorirati, ker kar je najpomembnejše je, da je ta prostor dobil svojo državo, skratka, da se osamosvojil na Avstro-Ogrska in tako naprej in da pač tega v tujini, skratka v tujini ni zablatiti te nove domovine. To sem bila presenečena, ker pač jaz, kot rečeno, tudi Ivanu Hribarju zelo malo vem, pa tako imam nekako zelo pozitivno predstavo, tudi glede na to, kako zaključil svojo pot, ali kakorkoli je bil nek jasen statement, ampak hkrati se mi pa tudi kaže neka jasna nacionalna zavednost z njegove strani, ki pa je Adamič očitno v nobeni fazi ni premožil.
mogoče, če lahko sam en medklic, pa potem, če še kaj ti želel. Sem se ravno spomnil, ko si omenila Kraljevino Jugoslavijo, oziroma Adamičev prvi obisk, to je bilo leta 32, ne, ko je zadeli dinamit in pa za smeh v džungli, se pravi, ki ste išli 31, je dobil Guggenheimovo štipendijo, mislim, da je šlo tako nekak, in je obiskal potem Jugoslavijo in rezultat tega obiska je pol obsežnega vrnitev v rodni kraj, oziroma The Natives Return, An American Immigrant Visits Yugoslavia and Discovers His Old Country. No. Vrnitev v rodni kraj 62. je bila že prevedena in ta knjiga, Vrnitev v rodni kraj, ne bi bila pa kot ena spodbuda, oziroma ta predstava Kraljevine Jugoslavije ne bi bila neka spodbuda za eno razstavo, ki se bo, mislim, da 25. aprila odprla v Moderni galeriji in sicer bo tematizirala, pač predstavila, razstavila, očitno, vizualno umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941, mislim, da ima te številke v podnaslovu. Ja, prav tako je, na robu, vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslavije je 29 do 41. To bo od 25. aprila, ne, 3 mesece, kakorkoli že v Moderni galeriji, Marko Jenko, mislim, da je kuskis razstave. In tako da zelo zanimivo je neka spodbuda oziroma nek vzgib prišel, evo, spet od enega Adamičevega dela očitno. Se mi zdi, da po tej lanski obletnici, ko je bilo 120 let rojstva, je mnogo interesa poževal, kako bi rekel, kar je zelo spodbudno glede na to, da neke splošne tendence v perspektivi vidimo, da no, če gremo nazaj gledati, ne to, kar se vidi naprej, ampak če gremo nazaj gledati, je bilo malo zignoriran. Mogoče, ja, še kakšna misel mogoče ob tem ali pa onkraj tega? Ne, mislim, toliko v bistvu fajn se mi to zdi, no, da je neko ponovno zanimanje in da ljudje odkrivajo oziroma odkrivamo, tudi jaz v zadnjem letu, 2 recimo se pač bolj intenzivno berem spet Adamiča, ker mislim, da je tudi delno res zaradi tega, ker se dotika tem, ki so tako aktualne za današnji čas, no, mislim, Meni so nekatera ta dela res bila ful dragoceno odkritje in tudi zelo dobro branje. Tako da upam, da se bo zanimanje širilo, no, še naprej, pa da bo v bistvu se vendarle prebil tudi v slovenski književniški kanon slej ko prej, pač tam, kjer si na mesto, ki si ga zasluži. Zdaj, ko razmišljam, kako je imel zanimivo življenje, fajn bi bilo kakšen film posneti, po mojem, bi se da tudi kakšna ameriška sredstva s to popularizirati, skratka še bolj. Ja, mislim, tudi RTV ga je imel kot možno ime med svojimi dokumentarnimi portreti, ko so razpis dal ven, ne vem, menda bo kdo kaj naredil, ne vem. Mogoče še kakšno vprašanje občinstva, da malo odpremo končno debato, se smo že veliko tukaj povedali za tem omizjem. Kar pogumno, ali pa komentar, ali pa, ne vem, pomislek, kako se temu reče. Ne vem, je to že kar ena taka praksa, da nekako po 100 letih pa tle v Sloveniji nekaj odkrivamo. To je prva svetovna vojna, da res je bila obletenca pa to, ampak ja, je sprožila marsikaj, ne, raziskovanje, pa ne vem, v Jugoslaviji, kaj se prej ni v neto govorila, ne vem, to ne more miniti nekaj časa, da nekaj spet pride na plano, a ne, pa se vidi, da so tam neke podobnosti, a ne, bilo, kako so danes, a ne vem. Ja, 100. obletnica je priročna, sigurno, za neke take projekte. Meni je na misel prišlo stvar, ko je bila pred enim letom množica
izidov in ponovnih izidov, ko je bilo ob 100-letnici oktobrske revolucije, ko smo nenadoma vsi odkrivali, kaj se je takrat dogajalo. Ne? Ja, ne vem, mislim, za Adamiča pa kaj pa vem, hvala Bogu, no, da so neke te obletnice sprožile ta premik. Jaz opažam še nekaj zanimivega pri ustvarjalcih, recimo, da se razmišlja prav tako profitno. Recimo, veš, da bo neka obletnica, ne vem, začetek druge svetovne vojne, ta strel v Sarajevu, in potem umetnik, recimo 2-3 leta pred tem, že začne delati biografijo Al-Gavila Principa, nekaj, da bo potem išla tega leta, zato ker bo to zikar potem šlo v denar. Se bojim, da se vse tudi precej tako razmišlja, kaj se splača. Ne? Ni na ključi, no, se mi zdi. Za tem primeru sem fino, da se po 100 letih mogoče res da podak na to, da ni nekaj, kar se dogajalo pred toliko časa, ampak proti aktualizacija, da se pokaže, kako v bistvu struktura. Tu, če smo videli, že skozi ta pogovor, kako se razlikujejo mehanizme v takrat do zdaj, ima praktično, kar je bilo takrat inicirano, oziroma s tistimi prvimi nekimi odnosi med nami, drugimi, se vleče 100 let, evo. In se bojimo, da se bo še naprej, oziroma lahko na podlagi tega bolj predvidevamo premike možne. Pa smo spet centri periferije, ker se tako pametno že omenjamo. Mene se kako sploh ne rabimo niti te besede aktualizacija. To se živi, ne? Meni v bistvu pač zadnja leta, ko sem se dosti recimo ukvarjal z vprašanjem migracij, mi je recimo Adamič pomagal z nekimi zelo preprostimi opisi in zgodbami v bistvu razumeti te procese, ko se danes dogajajo na en tak ful razumljiv način, oziroma jih artikulirati na en tak ful razumljiv način. Mogoče, da danes celo nimamo avtorja, ne samo v slovenskem, ampak tudi na mednarodnem prostoru, ki bi znal današnjo situacijo v bistvu na tako jasen, pa tudi v bistvu razredno zaveščen način dejansko prezentirati ljudem, da bi videli, kaj so to za eni procesi, kako se odvijajo in tako. Da so to dosti teme, ko smo jih ali izvozili na neko pač ultraakademsko področje, ali pa ko so podvržene pač nekim zelo tem NGO-jevsko obarvanim multikulti projektom, ki so spet zvedeni v neko polje, dokaj oddaljeno od vsakodnevnih izkušenj ljudi ali med priseljevanjem ali pa med bivanjem v neki državi. Tukaj pa so prav te v bistvu izkušnje navadnih ljudi in kako te procese doživljajo in kako se okoli njih organizirajo in ne vem, ko to berem, je tako jasno in takoj se mi preslikave delajo s tem, kaj se danes dogaja. Tako ful v bistvu pogrešam na nek način več tazga pisanja prav danes. Možno da tudi eden od razlogov, sem tako razmišljala, da ta zaprtost v ene kroge, kakor se rekel akademske ali delovanske, ni pa tega stika z ljudmi, kakor ga je imel Adamič tukaj, je videti prav res bil dobesedno na terenu, oziroma na zemlji, med njimi, v materiji. Ne vem, če bom znala vprašati, ampak tako, kar je Luis Adamič povedal, je zelo zanimivo, pa jaz nisem prej poznala, tako da zdaj, tako imam interes, da bom danes kupila to knjigo, da bom študirala. Da je kar on povedal, oziroma da tudi zdaj, kar je pomembno, da tujci imajo tudi tako enako pravico kot državljani, kot priseljenci. In to je res, in pa kot sem jaz tujka v Sloveniji, pa sem zelo vesela, če bom imela, da imam enako pravico. Ampak obvedem, to je moje vprašanje, v Ameriki ima tak velik stres, kakor jaz sem slišala, kakor jaz vem,
zato ker imajo enako pravico, oziroma po vrhu imajo enako pravico, zato je treba celo življenje tekmovati, da morajo imeti dobro oceno, pa dobro službo, dobro plačo in je to velik stres. Pa seveda obenem je zato, ker rojen v eni bogati družini, pa tudi njemu ni treba študirati, ampak lahko dobi dobro službo v Ameriki. Ne? In ta razlika, oziroma kako se reče, problem od enakopravice in obenem je tukaj še vedno ta problem obstaja. Kaj lahko to razmislimo, kako to lahko sprejemamo? Se pravi, če imamo enako pravico vsi, je treba tekmovati. Ne? To je velik stres. Mogoče Ksenija, ki se je prej dobro začela s tistim individualizmom. Ne, to se mi zdi, ja, da se mi zdi, da tukaj govorimo predvsem o kapitalizmu, o svem sistem, ekonomski sistem spodbuja vse čas to tekmovanje. Ne, se mi zdi tudi to, recimo, če pogrešamo danes take tekste, kot jih je pisalo Daniš, ali pa da nek pregled, se mi zdi, da je malo povezan s tem, da nimamo več jasne predstave, kaj bi to sploh razred bil, s kom se ti danes pogovarjaš. Se mi zdi, da s to kapitalistično logiko ti sebe niti nočeš smatrati znotraj enega razreda. Ti si ta, ki imaš vse priložnosti in boš delal tako, ko se ti bo zdelo in vse odvisno od tebe. Tako zelo nerad se identificiraš s komorkoli, da bi ti bil kdo podoben. Vsak od nas je neki special in v tem smislu tudi ves čas v neki tekmi in tako naprej. Se mi zdi, da se zelo malo povezujemo. No, tako. Pa seveda, da pripadaš nekemu razredu, se mi zdi, da nam ne odgovarja, da raje vidimo točno to, ali smo del nekih ekonomskih, akademskih krogov ali pa kakšnih drugih. Se mi zdi, da se raje znotraj manjših skupin identificiramo, kot pa, da bi sploh govorili več o razredih. No, ja, pa tudi v bistvu ta ideja enakih pravic za vse obstaja samo na papirju, pa še tam velikrat ne. Se pravi, pač kakor smo na začetku govorili, že način, kako ljudje vstopajo v neko novo državo, je zelo odvisno od tega, kakšen pasuš imajo, s kakšnim pasušem so se rodili. Ne. S tem to ti odmerja količino pravic, ki dobiš v neki državi. Konkretno, pač, če si slučajno imel to srečo, da si se rodil v eni izmed držav znotraj Evropske unije, to definira, pod kakšnim pogojem in za kakšno plačo boš delal v eni izmed teh držav. Kam smeš potovati, kam ne in tako naprej. Če si imel to nesrečo, da si se nekaj kilometrov južno ali pa vzhodno od tega rodil, potem imaš spet čist druge pravice v teh državah kot priseljenec. Ne? Sprav, že na papirju to prav zares ne obstaja. Ampak tudi, če bi na papirju obstajalo, da dejansko imamo enakovredno tekmovanje med sabo vsi, ne vstopamo vsi v to tekmo z enako količino kapitala. Ne? Nekateri pač nekaj imajo, nekaj podedujejo, nekateri pa štartajo za nič ali manj kot nič. Ne? In seveda ne more biti končni izid v tem tekmovanju med njimi enakovreden. Ne? Se pravi, v bistvu to, kar se navzven kaže kot enakovredno tekmovanje in najboljši zmaga in pride na vrh, v bistvu nikjer dejansko ni zares enakovredno. Eni imajo toliko več ovir, kot nekateri drugi in ta jezik pravic velikrat zakriva ravno to, neko razredno neenakost pač med ljudmi. Češ sej vsak ima možnost uspeti. Zakaj pa enim rata, drugim pa ne. Še kdo kaj? Tukaj ste omenjali institucionalne ovire, vedno sprašujemo, v teh sistemih naših so se te institucije razvile, ne vse mogoče, ne tako končno zato, da bi se izboljšal življenje, bi celo rekel. Ampak po drugi strani pa jasno se to preprečuje tem novim, ko nekod prihajajo, če se za nekih drugih sistemov, te sisteme s polno temi institucijami. Kako to sploh rešiti? Jaz tega ne vem, no, kako bi se lahko
A veste, po svoje se to razvoj se je nekje, je napredoval nekako v eno boljše življenje, bi to rekel, bolj pravično, bolj enako, bolj ne vem kaj vse, ne, zavarovano, evo pa po drugi strani pa omejuje pravzaprav nekoga, ki prihaja od nikogar, ne. Meni se ni tako na mesto rešiti, bi jaz rekla reševati. Ja, mislim, da je to proces, ki se preprosto ne zaključi. Se mi tudi dostakrat, ko poslušam ljudi iz prakse, ki se pač nekako ukvarjajo z integracijo prišlekov ali pa beguncev in tako naprej, včasih malo tako grdo rečejo, kao, da tista žal prva generacija, ki pride, je malo izgubljena, da pač treba vlagati v otroke, to se meni zveni malo prekruto in tako naprej, ampak vse je tako, kot vsak od nas, ne. Toliko je nekih kapacitet, do nekam prideš, važno je, da si ves čas nekako v procesu in da se poskrbi za to, da si lahko v tem procesu, v katerem želiš biti, ne. Tako nekako. Mislim, se mi zdi, da ni nikoli zaključna faza. Na eni strani imamo odsotnost, v bistvu, kar se vidi danes, da je odsotnost nekega večjega dejansko internacionalnega projekta, ki ne bi bil samo projekt pač lastnikov kapitala. Ne? Se pravi, tukaj v bistvu je nekaj tako daljnosežnega in obsežnega, kot je bil recimo projekt gibanja neuvrščenih, ne? Se v današnjih okoliščinah zdi utopičen. Ne? Ampak dejansko, če pa pogledamo čisto strukturno, verjetno je šlo za največji protirasistični eksperiment v sodobni človeški zgodovini. Ne? Z vsemi svojimi pomanjkljivostmi, seveda. Pač. Ampak dejansko ta poskus v bistvu združevati zgodovinsko marginalizirane države sveta, ki so na nek način bile izkoriščene, kolonizirane in tako naprej, ki so dale čez pač neke vojne travme, skozi neko solidarnost in skozi neko idejo mirovništva, ne, danes v bistvu tega ni in to se mi zdi, da se zelo čuti, da se počutimo v slepi ulici, zato ker ko pogledamo, kaj je naš internacionalni projekt, s katerim imamo opravka, to je pač Evropska unija, ki nima več veliko legitimnosti, pa še tisti, ki ga opravičujejo v imenu varnosti pred tistimi od zunaj, ne, se pravi, varovati evropske interese, ne? Se pravi, vse je na ta način prezentirano. In to zelo vpliva na domet našega razmišljanja in kaj si upamo želeti in si predstavljati kot možno. Ne? Se pravi, to je nekaj, kar se mi zdi, da se nam zelo pozna. Drugače pa ni, mislim, dobro je mogoče imeti res to zgodovinsko perspektivo, da ti procesi niso tako nekaj zelo novega. Ne? In tudi iz vidika to, kaj vidimo kot kulturno nerešljive prepade med ljudmi in ki dejansko pač se v nekih danih situacijah dejansko kažejo kot problemi, ne? Ki dejansko so neka ovira za neke skupne projekte. Dejansko ni to nič novega. Ne? Zgodovina kapitalizma je polna tega, je polna množic ljudi, ki so izkoreninjeni iz svojih tradicionalnih okolij, kjer imajo v bistvu neke družbene norme, strukture in hierarhije, ki urejajo njihova življenja in ki jim je to oduzeto, ko se te strukture porušijo in so ti ljudje fragmentirano pač posejani po svetu, ne? Seveda v bistvu v nekih okoljih, kjer imamo pač recimo neke naše strukture, se to nam kaže kot njihovo antisocialno vedenje, kot njihova nezmožnost vključevanja, kot njihova nepripravljenost biti del recimo pač te družbe. Ne? Če gledamo na tem nekem mikronivoju. Ne? Ko razširimo pogled, pa vidimo ta proces
kako se to ves čas dogaja. Ne? Kako se je to dogajalo med balkanskimi vojnami, ko smo imeli množico izkoreninjenih ljudi, ki so jih v bistvu po severu Evrope in ZDA enako obravnavali, kakor zdaj obravnavamo recimo pač prišleke iz Bližnjega vzhoda. Ne? Kot ljudi, ki so nesocializirani, ki se ne znajo vključiti, ki so, ne, mislim, to je stvar, ki se konstantno ponavlja in ki gre nazaj 250 in več let. Ne? In v tem smislu je dobro imeti ta pogled nazaj, zato ker pa vidimo, da nam ni nujno treba odkrivati tople vode. Ne? Da dejansko vidimo, na kakšen način so se vedno te stvari razvijale in da ne gre nikoli za neke esencialne, nesprejemljive kulturne razlike, ki jih ljudje imamo v sebi. Če si iz nekje prišel, potem si pač tak in ti ljudje so takšni in nikoli ne bojo drugačni, nikoli ne bomo mogli živeti skupaj. Pač zgodovina nas uči, da to dejansko pač ne drži. Ljudje smo pač produkti naših okoliščin, se odzivamo na njih in vedno tudi, pač, če imamo pogoje za to, najdemo načine sobivanja. Ne. Tako da to je večno trajajoč proces, v katerem smo. Ni nek nov izziv, kot se radi pač politiki izražajo. Jaz bi mogoče kle sem eno anekdoto, eno zanimivost, ker v glavnem se ves čas pogovarjamo, kako, ne vem, Amerika ali pa Zahodna Evropa, pač razume te prišleke, ampak recimo ravno za časa bosanske vojne je moja teta šla kot begunka v neko škotsko vas. In sicer ta škotska vas je odločila, da bo sprejela neko določeno število beguncev iz Bosne, zato ker je njihova arabska skupnost v tisti vasi obljubila, da bo ona kakorkoli finančno poskrbela za te begunce. Skratka, in kot je moja teta in ko so te bosanski begunci prišli v to škotsko vas, so jih te Arabci povabili na neke te svoje dogodke, na neke svoje večere in tam so te Bosanci ugotovili, da tam noben ne pije alkohola, vsi skozi neki molijo in da to ni za njih. Ne. Tako da v končni fazi hoče reči to, da predsodke imajo lahko tako eni kot drugi in na koncu pač te ljudje najdejo neko svojo srednjo pot. V resnici ravno to, parkrat sem bila gor tam na Škotskem in sem vzela, da lahko rečemo, da so uspešno integrirani in imajo neke službe, pravzaprav prosperirajo dosti bolje, kot če bi ostali v Bosni. Tako da vse je nekako tako. Boš čas se iste stvari odvijajo, kot ugotavljamo. Ja, čist na kratko še v bistvu pa stvar, ko je vedno treba, se mi zdi poudariti in ki jo premalo poudarjamo, je, da ko govorimo o kulturnih razlikah, je treba zmerno narediti korak nazaj pa se vprašati, če ne govorimo v resnici samo o razrednih razlikah. Ker velikrat je prav ta strah pred množico in strah pred nižjim razredom in strah pred delavstvom tisto, kar dela v naših glavah in v neki percepciji, pač v mainstream diskurzu dela kulturo nekaterih ljudi strašno, nezaželjeno, medtem ko pri enih drugih skupinah sploh ni problematična. Ne. Se pravi, to je, in ponavadi, če zadevo analiziramo, je to še kako pogojeno za razredno pripadnostjo in da je v bistvu pač nek domači, srednji in višji razred doživlja enako mero nestrpnosti tako do priseljencev nižjega razreda, kot do lastnega nižjega razreda. Medtem ko imamo v državi tudi za dosti veliko število priseljencev iz držav, ki niti najmanj niso asimilirani v našo kulturo. Predvsem so to ljudje iz Zahoda, pa tudi v bistvu pač, ne vem, razni bolje plačani strokovnjaki v raznih področjih iz drugod, ko se niti najmanj ne sekiramo, da se niso naučili besede slovenskega jezika ali pa da nimajo nobene naše navade in da niso opustili nobene njihove. Ne. Se pravi, ta dvojni kriterij prihaja izključno pač zaradi nekega razrednih tesnob. Ja, tudi jaz mislim, da je to vedno bottom line vsega. No? Vedno se ljudi vse pripelje do tega vprašanja. Ok, mogoče še kakšen vprašanje, komentar, pomislek za sam zaključek. Veliko smo že povedali, dobro uro pa pol se že pogovarjamo.
zdaj je še priložnost. Prav, potem pa hvala Samira in Miha, hvala za obisk, pa za priložnost, da smo lahko predstavili Adamiča na besedni postaji, pa seveda hvala Založbi Sofija za knjige. Hvala.